Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Večerovi svetovalnici. Moj nasvet je moj uspeh, tokrat z naslovom Svež zrak v zaprtih prostorih je ključen za kakovostno bivanje. Naš današnji sogovornik je Milan Kuster, direktor podjetja iVent Pametno prezračevanje. Z gospodom Kustrom bomo naslovili zanimive in za kakovost bivanja pomembne teme, vabljeni pa tudi vi, da nam zastavljate vprašanja. Če nas spremljate preko Večerove spletne strani, lahko vprašanja zastavljate v okence pod videom. Če nas spremljate preko Facebooka ali YouTubea, pa kar med komentarje. Skušali bomo odgovoriti na vsa vprašanja. Tako, s sogovornikom bova govorila o tem, kakšen zrak dihamo v prostorih, zakaj je pomembno, da tudi objekti dihajo, o tem, zakaj je ključno odpravljati vzroke in ne posledice slabega prezračevanja v prostorih. Pojasnili pa bomo tudi vse o subvencijah za kakovostno prezračevanje. Dobrodošli, gospod Kuster. Lep pozdrav vsem skupaj. Zanimiv pogovor nas čaka, sem prepričan, zato ne bi izgubljal časa, pa bi se kar lotil današnje tematike, ker verjamem, da imate veliko zanimivega za povedati za najine gledalce. Ljudje vse več pozornosti namenjamo zraku, kakovosti zraka zunaj, bistveno več recimo kot kakovosti zraka v prostorih. Čeprav ljudje v Evropi preživljamo več časa v zaprtih prostorih kot pa na prostem. Zakaj je ključno to kakovostno izmenjevanje zraka v zaprtih prostorih? Ja, sami ste povedali, zelo zanimivo, ampak po vseh statistikah ljudje skoraj 90% časa preživimo v zaprtih prostorih. In torej dihamo zrak v zaprtih prostorov, bistveno več kot zrak v naravi, ne. Zdaj, zrak v zaprtih prostorih je seveda izpostavljen dejavnikom, ki so pač normalni v zaprtih prostorih. Zdaj govorimo o nekih strupih, ki se sproščajo iz vseh materialov, barv, tepihov, pršicah, da ne govorimo o povečani vrednosti vlage in v skrajnem primeru tudi nastanku plesni, kondenza na oknih in podobno, kar so vse, bom rekel, pokazatelji neustrezne izmenjave zraka, ki je v zaprtem prostoru ni, če ne ali odpiramo okna ali pa imamo vgrajen kvaliteten prezračevalni sistem. Zdaj, na temo odpiranja oken je bilo že ogromno povedanega, ker odkar smo v Sloveniji in na splošno v Evropi začeli s tem trendom varčevanja z energijo in z zatesnjevanjem objektov, govorimo o menjavi oken, o jačanju izolacije na fasadah, ne, s tem dobimo zrakotesten objekt, in če tak objekt ne prezračujemo, je na nek način invaliden. Zdaj pa prezračevati skozi okna pri -15, kjer izgubiš vso energijo, drago, ki si jo pač na nek način pridelal, je več ali manj velika neumnost. Poleg tega je po pravilih stroke pravilno prezračevanje skozi okna takšno, da bi morali na 3 ure za 5 minut napraviti kompletni prepih. Torej napraviti bi morali prečno prezračevanje, da bi se dejansko zrak izmenjal. In takrat mi izgubimo vso toploto, ne. Ali pa v poletnem času dobimo v prostor neznosno vročino, ki jo želimo obdržati izven objekta, ne. Vse te probleme reši vgrajen prezračevalni sistem z vgrajeno torej tudi rekuperacijo zraka, ki nam omogoča, da se zrak izmenjuje neprestano, permanentno, 24/7, podobno kot človek diha, mora na ta način dihati tudi objekt. Če to vzpostavimo, če je vgrajen prezračevalni sistem pravilno in če je vgrajen kvaliteten prezračevalni sistem s kvalitetno rekuperacijo, z ustreznimi izkoristki, vse to počnemo, pri tem dobimo odlično bivalno klimo, hkrati pa ne izgubljamo energije. Super, veliko iztočnic za pogovor ste nama dali že v tem prvem odgovoru, seveda bova govorila
o stavbah, o kakovosti gradnje, o obnovah, o presuhem, tudi o privlažnem zraku. Morda z neko najbolj aktualno tematiko, cvetni prah je že dodobra prežel zrak, ki ga dihamo zunaj. Vi govorite seveda o prezračevalnih sistemih, ki nenehno 24 ur na dan izmenjavajo zrak v prostorih, in verjamem, da je to zdaj aktualna tema, cvetni prah, ki je nadloga mnogih, predvsem alergikov seveda, da je to pač neka tema, tudi ko govorimo o prezračevalnih sistemih. Kakšne so rešitve na tem področju? Ja, gledajte, mi imamo torej ogromno prakse z pač temi vgrajevanjem prezračevalnih sistemov, skoraj 15 let že to počnemo in se srečujemo z različnimi situacijami. Torej, absolutno imate prav, ne, zdaj smo v takem obdobju leta, da je aktualen cvetni prah, da je aktualno pač vse te sledi peloda, ki so v zraku in na katere je veliko ljudi alergičnih. In seveda se temu ne moreš izogniti, če hodiš zunaj na prostem in pač vdihuješ vse te zadeve, ne. Lahko si pa privoščiš privilegij, da vsaj doma, ne, za svojimi 4 stenami dihaš zrak, ki je vsega tega osvobojen oziroma očiščen, ne. Mi smo že leta 2015 patentirali G9 filtre. To so posebni filtri, ki zadržujejo 99,8% cvetnega prahu, so tudi testirani na inštitutu v Darmstadtu in v glavnem te zadeve so toliko kvalitetne, da se ogromno naših uporabnikov, ki torej si privoščijo vgradnjo prezračevalnega sistema, odloči tudi za naknaden dokup ali pa to že v začetku naredijo teh filtrov, ki so malo drugačni kot običajni serijski filtri, ki jih dobiš zraven prezračevalnega sistema, in ti filtri imajo rok trajanja približno 2 do 3 mesece, pol se pa zavržejo, ampak v tem času ti, bom rekel, kvalitetno varujejo notranjost objekta pred temi negativnimi vplivi vseh teh pršic oziroma sledov cvetnega prahu in alergenih delcev, hkrati pa seveda tudi zadržujejo smog, zadržujejo prašne delce in vse, kar pač prihaja v prostor skozi okna, če bi jih odpirali. Super, tako da po vgradnji prezračevalnega sistema seveda je kadarkoli možno, čeprav razumem, graditi te filtre za določen čas, ko je to najbolj akutno, in se jih potem preprosto odstrani in potem deluje normalna filtracija s prezračevanjem, ne? Ja, natančno tako, ja. Super. Zdaj, vlago sva na kratko tudi že omenila, ne, pač to je, vlaga je po moje aktualna v objektih kar celo leto, nenazadnje tudi ljudje pač v izdihanem zraku v prostor spuščamo veliko vlage. Ta ne more kar tako iz prostora, sploh zdaj, ko so prostori bolje zatesnjeni kot nekoč. Kako vse se ta odvečna vlaga kaže v naših bivalnih prostorih, recimo, če se predvsem zdaj na bivalne osredotočiva? Glejte, mogoče je zanimivo ponoviti, ker sem to že večkrat povedal, ne, podatek, ki marsikoga pravzaprav osupne, ne, da ena povprečna 4-članska družina v normalnem življenju spusti na en dan v zrak za cirka 15 litrov vlage, ne. Govorimo zdaj o vlagi iz telesa, o vlagi, ki nastaja zaradi običajnih gospodinjskih opravil, od sušenja perila do vsega ostalega, tuširanja in vsega, kar pač normalno dnevno ljudje počnemo. In ta vlaga pač mora nekam iti, ne. Zdaj, vlaga se absorbira v stene, v zidove, ne, seveda do neke točke, dokler ni ta kritična meja dosežena, mi pravimo, da potem zidovi zacvetijo. Zdaj, dober test, bom rekel, za tak laično oceno tega, kak je pri tebi vlaga v tvojem bivalnem prostoru, je ta, da ko se začnejo malo hladnejši dnevi ali pa zdaj, ko so kakšni dnevi zopet malo hladnejši, se marsikomu pojavi kondens na oknu. Mi, ki dosti hodimo na oglede raznih objektov, včasih vidimo situacije, kjer pravzaprav kar teče po oknu, ko morajo ljudje kar
notranje okenske police pobrisati zjutraj, toliko tega kondenza se je ustvarilo, ne. To je prvi pokazatelj, da je vlaga v prostoru izredno povišana in da je samo vprašanje časa, kdaj bo okrog okna se začele pojavljati takšne drobne črne pikice, ki so pravzaprav zametki teh mikroorganizmov, ki se potem razvijajo naprej in ustvarjajo plesnive madeže, ki so izredno nevarni za zdravje. Torej gre za žive organizme in plesen kot skrajna posledica odvečne vlage je tako nevarna, da res moramo opozoriti, kdor ima to v spalnici, kdor ima to v otroški sobi, ker mi tega namreč ogromno vidimo, je treba nujno ukrepati in edina možnost za trajno rešitev problema z odvečno vlago in plesnijo je ustrezna izmenjava zraka. Če lahko na kratko pojasnim, zrak se more izmenjati v celoti. Ima vedno možnost, da nase absorbira ustrezno količino vlage in vseh ostalih umazanih, prašnih, strupenih delcev, ki vedno znova nastajajo v nekem bivalnem okolju. In ko se nasiči, več na sebe ne more ničesar več sprejeti. Takrat je zrak zelo slab, zatohel rečemo, ne. Če pa zrak izmenjuješ, pa se na nek način zrak absorbira nek del te vlage, ga odvedeš, pride spet svež zrak, spet absorbira in kontinuirana absorpcija vlage in, bom rekel, umazanih delcev je edina garancija, da se nikoli ti delci ne bodo odlagali in nalagali v zidovih, govorim predvsem o točkah, nekih vogalih za nekimi omarami, to so takšne malo bolj točke, mi pravimo, da tam zrak malo zastaja, ne, tam najhitreje pride do začetka tega problema in prav nič ne pomaga, če ljudje tudi vsako leto to čohajo dol, pa potem premažejo z nekimi strupenimi snovmi, pa prebarvajo, pa se pol drugo leto to zopet pojavi. Mi smo vedno težili k temu, da smo skušali objasniti, kako se lotiti problema pri njegovem izvoru. Se pravi, če mi odpravimo vzrok nekega problema, potem ga lahko odpravimo v celoti in odpravimo ga lahko trajno. Če pa odpravljamo samo neke posledice, ne, potem pa se bo ta težava ponavljala iz leta v leto in mi problema nismo odpravili. Da bi to dosegli, veljajo gotovo neke splošne zakonitosti, ko vgrajujemo prezračevalni sistem. Vi seveda ste mojstri tega, vi veste kaj, kako. Malo nam rišite, mogoče ko pridejo vaše ekipe na teren, najprej verjetno na ogled, seveda kako se izbere mesto, kakšni so ti osnovni pogoji za to, da bo zrak v celoti izmenjan. To se pravi, da ne bo teh kotičkov, o katerih govorite, kjer zrak zastaja. Kaj so osnovna pravila namestitve prezračevalnega sistema? Ja, glejte, seveda, mi imamo torej ogromno izkušenj, tudi teoretičnega znanja in pa seveda izkušenj iz terena, iz prakse. V teh 15 letih slabih se je tega nabralo ogromno in na osnovi vsega tega bi rad poudaril ali pa opozoril na 3 ključne elemente, ki so pomembni, ko nekdo razmišlja o vgradnji prezračevalnega sistema. Torej, točka 1 je, da izberete nekoga, torej nekega ponudnika, ki ima dovolj strokovnega znanja, da zna pravilno pozicionirati prezračevalne elemente, ne. Ob pogoju seveda, da ima tudi v svojem asortimanu ustrezne prezračevalne elemente, pa ne samo en element ali pa en rekuperator, ampak vsaj še vse ostale vzporedno potrebne elemente, ki so podpora delovanju teh ključnih elementov, ki jim pravimo rekuperatorji. To sem zdaj moral povedati zaradi tega, ker mi smo na trgu 15 let in zdaj nas kopira ali pa zasleduje že vsaj 10-15 firm, ki si predstavlja, da je ta zadeva tako enostavna, da imaš ti en rekuperator in ga nekam vtakneš na neko pozicijo in bo to odpravilo težave. Ne bo jih odpravilo. Pozicioniranje prezračevalnega sistema je izredno pomembno. Samo en primer bom povedal, ne. Mi ogromnokrat
pridemo v situacijo, da primer rekuperator v spalnici bi nekdo želel, da je pozicioniran na eno mesto, ker ima pač neko sliko tam obešeno in mu lokacija, ki smo jo mi predlagali, ne odgovarja. In potem mu moramo pač razložiti, da je pravilna pozicija takšna, da se bo zrak izmenjal v celoti, torej samo če gledamo spalnico, je pomembno, da je zadeva umeščena kontra od vrat in vsaj 1,5 metra od torej vzglavja, kjer ležimo, ker vsaka izmenjava zraka neminovno povzroča gibanje zraka in vsako gibanje zraka povzroča tudi lahko motnje v spanju, če je nekdo na to občutljiv. To so take drobne finte, ki jih je treba upoštevati, in ko gledamo zadevo kot celoto, neko stanovanje ali pa neko hišo, moramo biti pozorni na to, da vedno toliko zraka, ko gre noter, mora iti ven. Torej, zelo enostavno se sliši, ne? Ampak ne moreš ti zdaj projektirati neparno število rekuperatorjev, ne moreš predlagati v projektu rekuperatorje, brez da si dodal ustrezne ventilatorske enote v umazane prostore, govorim o kopalnicah, utilitijih, tudi kuhinja. Zračni tokovi in poti zraka morajo biti vedno takšni, da v prostor prihaja svež zrak in iz prostora se odvaja umazan zrak. In svež zrak mora vedno v prostor prihajati skozi čiste prostore, to je skozi bivalne prostore, skozi otroške sobe, skozi spalnice, in odvajati se mora skozi umazane prostore, kot sem že omenil, kopalnica, kuhinja, utility in podobno, WC, ne. Točka 2 je pomembna zato, ker ni vseeno, kako je prezračevalni sistem vgrajen. Namreč po 15 letih izkušenj lahko rečem, da je montaža prezračevalnega sistema, pravilna montaža prezračevalnega sistema vsaj 50% tega celega procesa delovanja prezračevalnega sistema. Namreč vse izvrtine morajo biti narejene profesionalno, torej brez okruškov. Vse cevi, ki so vgrajene v zidove, morajo biti zatesnjene 100% z najboljšimi materiali. Mi uporabljamo Siko 928, to so najboljši materiali, ki sploh obstojajo, da v vseh letnih časih zagotovimo popolno zrakotesnost okrog prezračevalnega elementa. Nadalje, točka 3 je pa možnost izbire različnih prezračevalnih elementov za različne objekte. Mi imamo v svojem asortimanu več kot 35 različnih prezračevalnih elementov ali podpornih elementov za prezračevanje, ki jih je treba nujno uporabiti, zato da cela stvar funkcionira. Govorimo o tem, da včasih prezračimo z eno ventilatorsko enoto 2 prostora in dodamo element, ki omogoča prezračevanje 2 prostorov hkrati. Govorimo o tem, da je včasih treba se lotiti prezračevanja neke mansarde, ker so odvodi in dovodi zraka dosti bolj komplicirani kot v normalnih objektih. Govorimo o tem, da so včasih v nekih vinskih kleteh, v nekih oddaljenih prostorih, torej prezračevalni elementi morajo biti nameščeni nekje, kjer nimaš niti zunanjega zidu, pa moraš poskrbeti za ustrezne povezave, moraš poznati, koliko izgube imaš na nekih razdaljah, koliko bo zračni tok še aktualen in učinkovit na neki razdalji. Te stvari se zračunajo in ko se enkrat lotiš tega problema prezračevanja strokovno in kvalitetno in tudi na koncu koncev računsko, potem je efekt taki, da lahko rečem, da je kvaliteta bivanja v objektu, predno je bil vgrajen prezračevalni sistem in kasneje, ko je vgrajen, ko noč in dan. Torej, mi dobivamo ogromno, bom rekel, pozitivnih referenc in pohval. Prav smešno je včasih, ko nekdo napiše, pa kje ste bili do zdaj spim, kot da bi bil na Triglavo, ne, v isti hiši, ne. Ker ti ne narediš nič, če imaš okna odprta na kip. To sem mogel zdaj omeniti, ker je pač mogoče to ena izmed stvari, ki se večkrat pojavi. Nekdo reče, pa kaj bom jaz prezračevalni sistem, če okna otvorim na kip. Pa ljuba duša, odprto okno na kip prezrači 1 meter okrog tega okna. Vse ostalo je zastan zrak, ki se ne izmenjuje. No, to je mogoče malo bolj po svoje povedano, odgovor na vaše vprašanje.
Super. Če torej prav razumemo, seveda obstaja rešitev za vsako situacijo. Če zdaj se ozreva na celotno leto, recimo vemo, pozimi je v času kurilne sezone pogosto pač zrak preveč osušen, treba ga vlažiti z ustreznimi vlažilniki. Poleti ljudje seveda zaradi visoke vlažnosti zrak v objektih sušimo s klimatskimi napravami in ohlajamo. Kakšna je zdaj v vseh teh razmerah, v vseh letnih časih vloga prezračevalnega sistema? Ja, dobro, zdaj bom začel z tem letnim časom, ki se nam zdaj približuje, torej višje temperature, avtomatsko višja vlaga v zraku in potem tudi večkrat želja po uporabi klimatskih naprav, da si pač, ki dosežejo neko ustrezno temperaturo, ki je prijetna za bivanje. Zdaj, prezračevalni sistem in klimatska naprava se ne izključujeta. Torej, bistvo rekuperacije, ki je vgrajena v prezračevalni sistem, je ohranjanje temperature notranjega prostora. Torej, noben prezračevalni sistem ne greje pozimi, pa tudi ne hladi poleti. Hkrati pa zagotavlja torej, toplejšo klimo v zimskem času in hladnejši zrak v letnem času. Zakaj? Zaradi tega, ker zrak, ki je v prostoru, je ponavadi nižje temperature kot zunaj, ko je 40 stopinj. In ko mi zrak izmenjujemo, teh 40 stopinj ne pride za 40 stopinjami ali pa 30 v prostor, ampak ga rekuperator pretvarja na temperaturo notranjega zraka. Pri naših sistemih, torej iVent ima izkoristek cirka 98%, kar pomeni, da govorimo skoraj da o 100% pretvorbi temperature, ko pride ta v notranji prostor. Seveda pa je še vedno temperatura povišana. In super je, če imamo mi klimatsko napravo, znižamo temperaturo, ne vem, na 22 stopinj, vendar potem lahko torej klimatsko napravo izključimo, ker je relativno potratna, energetsko potratna in delovanje klimatske naprave je v primeru, da imate prezračevalni sistem, potrebno samo še 25% časa, kot bi ga rabili, če prezračevalnega sistema ne bi imeli. Zakaj? Ker klimatska naprava ustvari določeno temperaturo v notranjem prostoru, prezračevalni sistem pa zrak izmenjuje, hkrati pa vzdržuje to temperaturo. Seveda, če odpremo zdaj teraso in grozno luftamo in teh 30-40 stopinj noter spuščamo, potem se te temperature spet dvigujejo in moramo zopet vklopiti klimatsko napravo. Ali pa pustimo objekt zaprt, se navadimo na nek način življenja, da za sabo, ne vem, neka vrata, teraso ali karkoli zapremo, ko prehajamo iz notranjosti v zunanjost. Takrat so pa te izgube minimalne in tudi mi privatno imamo v hiši in klimatsko napravo in prezračevalni sistem, pa vam lahko rečem, da klimatske naprave zelo malo uporabljamo, zato ker je hiša dobro izolirana, že sama po sebi se ne pregreva in zaradi tega, ker ko je prezračevalni sistem aktiven, ko je izmenjava zraka ustrezna, je tudi zrak svež in te ne moti, če je poleti v notranjem bivalnem delu 25 stopinj, zunaj pa 35-40. Mi pač nimamo potrebe, da bi imel pač noter zdaj pa 20 ali pa 21 stopinj. Pa tudi to bi še povedal, ker mogoče je ta oddaja namenjena nekim praktičnim nasvetom. Švica je prva tukaj, ki daje zelo uporabne nasvete ljudem za bivanje, za življenje v smislu zdravstvenega aspekta. Ni primerno prevelika temperaturna razlika notranjega in zunanjega zraka. Torej, če je zunaj, to je podobno kot v avtomobilu, če je zunaj 40 stopinj ali pa še več in se bi zadeva pregrevala, pol naj bo noter 25 stopinj ali pa 26 stopinj in se bo človek počutil zelo, zelo ugodno in fino. Če pa si noter narediš prenizko temperaturo, pa potem, ko greš ven, so ti šoki preveliki in to za zdravje sigurno ni preveč fino. Identično je pozimi, ker si tudi ne želimo zdaj ogrevati objekta na 25 stopinj, ker se da navaditi na to, da so temperature okrog 22 stopinj zelo zdrave, zelo primerne za bivanje in včasih je celo boljše, da si daš kak pulover gor, ko pa da pozimi hodiš doma v kratki majici,
pa kuriš ko zmešan, ampak da vzdržuješ neko temperaturo okrog 22, v spalnicah pa je itak dovolj tudi 19, ne. Hočem povedati, da so to stvari, ki lahko bistveno vplivajo na porabo energije celotnega objekta, gledano skozi celotno leto. Super. In tudi rekuperacija, njena učinkovitost, ki jo omenjate, prispeva k tem prihrankom. Vi radi postrežete tudi s podatkom, da je v Sloveniji še 500 milijona objektov, za katere še nihče ni razmišljal o prezračevanju. Še več, ne, seveda omenjali ste že, da se je v preteklosti izmenjavo stavbnega pohištva objekte predvsem tesnilo, zdaj pa prihajamo v neko drugo fazo, ne. Kakšno je že to zavedanje? Morda, če ne govoriva samo o bivalnih objektih, če se dotakneva tudi poslovnih prostorov, ne samo seveda novogradenj, ampak morda tudi obstoječih objektov, v kolikšni meri se že odločamo za vgradnjo prezračevalnega sistema? Ja, jaz v bistvu lahko rečem, da sem zelo ponosen, ne, na Slovence, ne, in na to, bom rekel, ozaveščenost in željo po tem, da vsak si zasluži kvalitetno bivalno klimo, ne, ki je seveda v veliki meri odvisna od kvalitetnega zraka, ne. In Slovenija ima približno 500 tisoč gospodinjstev. Eni pravijo, da malo več, eni da malo manj, ampak govorimo o neki številki, da imamo kaj za primerjati, ne. To pomeni, da smo mi samo z našimi, torej produkti, ki smo 13 let smo bili Lunos in smo pač Luno zgradili, potem smo pač videli, da imamo nekaj boljšega in smo šli na boljše stvari, zdaj imamo pač iVent, ampak govorimo o 50 tisoč objektih, to pomeni 10% gospodinjstev smo že prezračili. Zakaj govorimo o teh številkah? Zato, da si boste predstavljali, da smo v eni stvari vsaj prvi v Evropi. Pa ne prvi v Evropi, ampak prvi na svetu. Torej žal naši, bom rekel, službe, ki se ukvarjajo z tovrstnimi statističnimi podatki, tega ne zaznajo, niti se jim ne sanja to, ampak dejstvo je, da je prezračenost nemških gospodinjstev 3,5%. Oni pa to merijo. Avstrija na 4%, Italija na 2,7%. Slovenija pa na 12,5%. Torej 2% so prispevali še vsi ostali naši konkurenti, ki so tudi nekaj naredili. Saj mi nikoli nismo rekli, da smo samo mi na trgu. To pomeni, vsi skupaj smo prezračili približno 12,5% slovenskih gospodinjstev, v to so štete novogradnje, pa tudi, bom rekel, objekti, ki so se sanirali, se pravi obstoječi objekti, kateri so pač naknadno vgradili prezračevalni sistem. Veliko zaslugo za to veliko število ima tudi Slovenski okoljski sklad, torej Eko sklad Republike Slovenije, ki od leta 2013, upam, da se nisem zmotil, no, subvencionira oziroma del investicije vrne ljudem. Trenutno je vrednost te subvencije 20%, kar ljudje s pridom izkoriščajo. Mi tudi za njih opravimo vse te formalne postopke in jih ne samo obveščamo o tem, da je ta Eko sklad prisoten, ampak tudi pomagamo izpeljati postopek in Eko sklad korektno te postopke rešuje in ta denar se v 20% ljudem vrača, kar marsikomu olajša to investicijo v prezračevalni sistem, ne. Hkrati pa je tudi zelo pomembno dejstvo, da že zadnjih 5 let opažamo, da torej ne prezračujemo samo bivalnih objektov, hiš, stanovanj in podobnih, ampak ogromno tudi poslovnih prostorov, frizerskih salonov, joga centrov, teniških dvoran. Skratka, večinoma gre za objekte različnih namenov, ki pa so dejansko večinoma v privatni lasti. To, zakaj se fond torej objektov v državni lasti še ni začel ustrezno prezračevati, bi mogoče v drugem segmentu, ker je to poglavje zase, ampak bom rekel, privatni podjetniki, lastniki, tudi tovarne smo prezračevali, tudi laboratorije, tudi operacijske sobe. Pa še mogoče kot zanimivost, prezračili smo, mislim, da
skoraj vse ali pa vse mrliške vežice v Sloveniji, ne boste verjeli, prišel je neki zakon, neki dodaten pogoj iz Evrope, da pač morajo imeti vsi HEPA filtre in da je treba tu nekaj narediti, in smo pol bili mi edini, ki smo razvili en poseben sistem prezračevanja z HEPA filtrom, ki torej zadosti vsem tem pogojem evropske regulative, in smo na ta račun tudi prezračili, zdaj ne vem na pamet, ampak skoraj 20 mrliških vežic po celotni Sloveniji. Tako da nabor teh različnih objektov je ogromen. Saj si lahko sami predstavljate, kaj pomeni 50 tisoč različnih objektov, ne. Jaz sem prva leta še vsak objekt poznal, ko smo se začeli s tem ukvarjati, ampak takrat smo mi letno prezračili 300 objektov, zdaj jih pa letno 12 tisoč. Tako da je to, bom rekel, zanimiv segment. Če pa se zdaj vrnem na tisti del, pa če mi dovolite, že nekaj let ali pa vse od covida, pa tudi pred covidom, poskušamo apelirati na ustrezne organe, poskušamo se pogovarjati in se pogovarjamo in z ministri in z državnimi uradniki in z vsemi deležniki, ki bi jih moralo skrbeti, da je tudi v prostorih, kjer se zadržujejo, ne vem, otroci, govorimo o vrtcih, govorimo o šolah, govorimo o javnih objektih, o zdravstvenih domovih, o vseh objektih, ki so pač nekako domena države ali vlasti občine, države ali kakorkoli. No, tukaj so pa stvari resnično počasne, tukaj pa so nam dali šolo vsi, tu smo pa zadnji v Evropi. Mogoče nismo zadnji, ampak smo predzadnji, ampak definitivno tukaj pa nismo naredili skoraj nič, kar je tragično, ker država namenja ogromna sredstva za energetske sanacije objektov, ampak še danes se dogaja, da se energetske sanacije dogajajo brez pogoja, da bi bil vključen v energetsko sanacijo tudi prezračevalni sistem. Kar je pa velika neumnost, kar je skregano z logiko in ne zaradi nas ali pa kolegov, ki se ukvarjajo z prezračevanjem, tu gre za naše otroke, za našo prihodnost, tu gre za to, da so v času covida država dala navodila oziroma ministrstvo za šolstvo, da naj pri -15 odpirajo okna za 15 minut, da so vsi z kapami pa rokavicami sedeli tam pa trepetali, vmes se je izgubila vsa temperatura iz razreda, ko so okna zaprli, radiatorji so šli na polno, v 45 minutah so dosegli 22 stopinj, potem so pa spet za 15 minut okna odprli. Mi smo takrat v času covida razvili en poseben način prezračevanja, ga tudi ponudili Ministrstvo za šolstvo in ustreznim organom, mi smo temu rekli vertikalno prezračevanje, kar pomeni, da smo ustvarjali posebne vzvode prezračevanja, ki je potekalo od spodaj navzgor, tako da je na nek način bil vsak učenec v nekem mehurčku in da ni zrak tekel med posameznimi ljudmi, da bi se lahko neki virus prenašal, in take rešitve so bile cenovno, če boste verjeli ali ne, na letnem nivoju smo zračunali, da so za temi neumnimi ravnanji, se pravi luftanjem po zimi za 15 minut na vsakih 45 minut, spustili skozi okno toliko energije in ta energija je bila toliko vredna, koliko bi stala približno vgradnja kompletnega prezračevalnega sistema, ki bi naslednjih 10-15 let skrbel za svež zrak, komfortno skrbel za očiščen zrak, ki bi deloval in bi bil že potem del, bom rekel, infrastrukture nekega objekta, vrtca, šole, zdravstvenega doma in podobno. No, ampak to je zdaj, se pravi, druga tema mogoče. Ja, bil je res takrat ta moment, seveda se je govorilo o neki hitri rešitvi, ampak morda kdaj drugič upamo, da ne spet zaradi kakšne pandemije. Eno vprašanje imava tudi od najinih gledalcev, ker so zdaj o montaži že govorila. Mateja zanima, kako dolgo poteka montaža prezračevalnega sistema, od česa je to vse odvisno, verjetno tudi od velikosti objekta, ampak če mogoče za en primer dava za stanovanje ali pa za eno hišo, eno stanovanjsko. Jaz lahko govorim iz lastnih izkušenj, torej naši monterji, povedal sem, da so montaža prezračevalnega sistema izredno pomemben del celotnega procesa vgradnje prezračevalnega sistema, ne. In izkušeni monterji, torej, ki imajo za sabo tisoče in tisoče montaž, ki imajo vrhunsko opremo za to vgradnjo in
torej tudi podjetje, ki ima sistem prezračevanja in elemente narejene tako, da so predvideni, da bo čim manj gradbenega posega za čim več efekta, potem so časovni okviri približno takšni. Mi poprečno, ena naša monterska ekipa poprečno na dan opravi 2 kompletni montaži. To se pravi, če govorimo o nekih stanovanjih, ki so recimo lahko velika, 70-80 kvadratov. 2 taki montaži lahko naredimo na dan. Se pravi, ena montaža takšnega stanovanja traja približno 4 do 5 ur. Hiša lahko traja en dan, ali pa če je vse normalno in da ni ravno zdaj, 3 etaže, ampak normalna družinska hiša, do 200 kvadratov, to je montaža, ki se zjutraj ob 8 začne, pa ob 4 popoldne zaključena. Zaključena pomeni, da pobrišete prah, ampak vsa stvar deluje. Je funkcionalna, deluje in je okej, ne. Je pa res, da govorimo o standardih, ki jih lahko mi zagotavljamo. Zdaj se hvalimo, ne hvalimo, seveda se lahko pohvalimo, ker se imamo s čim pohvaliti, ne. Ampak mi smo še pred 7-8 leti ali pa tudi še pred 5 leti včasih za eno normalno hišo potrebovali 2 dni. Danes so naši monterji tako izvežbani in orodja, ki jih uporabljamo, tako kvalitetna, da vse to naredimo v enem dnevu. Naša konkurenca za to rabi 3 dni, ampak odvisno pač, kje kupite, ne. Super, hvala. Razumem, da glede na zakonitosti prečno prezračevanje, pa tudi z rekuperacijo in spodbudo Ekosklada je to malo povezano. Omenili ste vgradnja parnih enot, to pomeni za stanovanje verjetno vsaj 2 enoti ali pa potem 4, da mogoče gledalcem malce pojasnijo, da si bodo znali čisto logično predstavljati, koliko enot je potrebno vgraditi, kaj je smiselno, da bo to dobro delovalo in morda še kaj stroškov. Jaz to brez problema razložim, ampak mogoče, da skrajšam, ne. Namreč mi vsako povpraševanje, ki pride na naše podjetje, nemudoma registriramo in v nekaj dneh, to so 2 do 3 dnevi potem, ko pride povpraševanje, že ponudimo stranki ogled usposobljenega svetovalnega inženirja. Torej zopet inženirja, ki je usposobljen, ki ima za sabo tisoče in tisoče projektov, in ko pride na lice mesta, namreč vsako stanovanje je drugačno, vsaki tloris je drugačen, vsaka situacija je drugačna. Eni imajo betonske stene, drugi imajo pečne, tretje so montažne hiše. XXX je različnih stvari, ki vplivajo na to, katere elemente mi potem izberemo. Ja, v splošnem, tako bom rekel, abeceda prezračevanja pravi, da ko govorimo o rekuperatorskih enotah, moramo paziti, da imamo mi parno število elementov. Tudi Ekosklad zadnji 2 leti postavlja pogoj, da subvencionira samo parno število elementov. Zdaj, če skrajšam, če imate vi recimo v ponudbi 3 elemente, bo on subvencioniral samo 2 elementa, ne. Ampak vse to se da rešiti tudi drugače. Mi x-krat projektiramo tako, da je stanovanje takšno, da damo 2 elementa z rekuperacijo, ostale stvari pa rešimo z pasivnimi enotami, ventilatorskimi enotami ali kakšnimi vzporednimi elementi, ki zagotovijo, da je tudi prezračen del takšen, tudi tisti del, ki mogoče ga drugače 2 enoti ne bi mogli zajeti. Kajti 4 prezračevalne enote na eno stanovanje bi lahko predstavljal preveliko finančno breme, ne, ker pravzaprav govorimo skoraj o dvojni vrednosti. Tako da mi pač vedno skušamo najti najbolj optimalno strokovno rešitev, ki je za uporabnika tudi najbolj cenovno primerna ali pa ugodna, ne. In še enkrat ponavljam, imamo ogromno elementov v sortimanu in prihajamo v situacije, ker, če si predstavljate, je nekdo ali pa neka družina, ki je finančno precej, bom rekel, podhranjena, ima pa ekstremno velike probleme, plesen, vlaga, grozno je to za videti. In povejo, glejte, mi imamo na razpolago 1000 evrov in kaj lahko vi za 1000 evrov naredite? In mi za 1000 evrov lahko ravno tako rešimo vse probleme akutne, se pravi, ne moremo dati rekuperacije, ne moremo dati sistema, ki ga boš ti spremljal preko telefona, preko mobilne aplikacije, ki bo recimo brezžično povezan in bo imel daljinsko upravljanje in komfort in ne vem kaj še vse.
lahko pa najdemo način, kjer z vhodnimi in izhodnimi pasivnimi enotami, ki so higrosenzibilne in uravnavajo vrednost vlage v prostoru, dosežemo, da bo ključna vlaga odvedena z prostora, da bodo odpravili probleme z plesnijo, seveda zrak ne bo tako dobro filtriran, tudi izgube energije bojo malenkost večje, ampak še enkrat, obisk strokovnjaka, pravilna izbira in tudi odkrit pogovor z uporabnikom ali pa z nekom, ki je zainteresiran v tem, koliko je pripravljen tudi denarja investirati v nek kvaliteten prezračevalni sistem, je tisti, bom rekel, glavni podatek, na osnovi katerega mi potem pripravimo nek projekt, mini projekt prezračevanja. Vse to je seveda brezplačno, tako ogled kot ta projekt, in potem se stranka lahko odloči, ali mu je to sprejemljivo ali ne. Se pravi, še enkrat, ko govorimo o rekuperaciji, se držimo načela parnega števila. Če pridemo do situacije, da parno število ni primerno, tisti neparni del nadomestimo z vzporednimi elementi, tako da noben del hiše ni podhranjen. Super, znova rešitev očitno za vsak scenarij. Ker sva zdaj o subvencijah že govorila, Mojco zanima, kako poteka ta oddaja vloge za subvencijo, izpolnijo to uporabniki sami, verjetno ni prav zahtevno, ali vi to do neke mere pač pomagate in ali je subvencija zagotovljena, verjetno za parne enote je. Ja, saj tudi za neparne je, ampak takrat se moramo drugače lotiti stvari, ne. V glavnem, spet lahko povem, kako ta zadeva teče pri nas, ker stvari funkcionirajo. Torej, za vsako stranko, ki se odloči za nakup, izpolnimo ustrezno dokumentacijo, sprintamo, bom rekel, razpis, torej pripravimo stranki dokumentacijo do tiste točke, ko mora vnesti samo še svoje osebne podatke, ki jih mi zaradi varstva podatkov ne smemo sami vnašati, in potem to torej pošlje na Ekosklad. Ekosklad te vloge obravnava torej eno za drugo. Zaradi velikega števila vlog imajo oni res da neke zamude pri teh obravnavah, ampak časi so različni. Nekatere stranke nas obvestijo, da so dobile denar nazaj že po dobrem mesecu, nekatere po 3 mesecih, nekatere po 2 mesecih. Mislim pa, da je tak en med mesecem pa 3 meseci so te zadeve zaprte in še vsaka stranka, ki je pravilno izpolnila, bom rekel, tele vprašalnike in priložila ustrezna dokazila, je tudi dobila vrnjen ta denar in tukaj ni nobene dileme. Ekosklad ta denar ima, z njim razpolaga, in dokler je denar na razpolago, je aktualni razpis odprt. Mogoče bi pa vseeno zdaj izkoristil ta trenutek, ker je verjetno več ljudi, ki to posluša, pa mogoče razmišlja o nakupu prezračevalnega sistema, da je trenutni razpis strani Ekosklada odprt do 31. maja leta 2024, torej še dober mesec je odprt aktualni razpis, in vsi tisti, ki bodo do tega dne vlogo oddali, imajo garantirano 20% subvencijo na torej investicijo. Za vse tiste, ki bodo pa ta rok zamudili, je pa sistem Ekosklad postavil takšen, da se pač počaka na naslednji razpis, ki bi naj bil, to mi zdaj ne moremo vedeti, ampak lahko samo predvidevamo, da je ponavadi to nekje v mesecu juniju bo objavljen, in tisti razpis potem zajame tudi vse tiste, ki so od 31.5. pa do tega novega razpisa, bom rekel, ki izpolnjujejo te pogoje, in tudi ti dni so prezrti in tudi ti bodo potem deležni subvencije, seveda, ko bodo lahko oddali vlogo pa lahko oddali šele takrat, ko bo novi razpis odprt, ne. Mislim, mi imamo s tem izkušnje, ker pač od prvega razpisa naprej smo na trgu in teh razpisov se je zdaj že menjalo najmanj 6, 7, mogoče 8, ne vem na pamet, ampak ta praksa je vedno podobna in vedno je razpis, ki ima neka sredstva, in ko se ta sredstva porabijo, se potem odpre nov razpis, subvencije so podobne, prezračevanje je vključeno v ta razpis in bo tudi vključeno v naslednji razpis kot nek poseg, ki je subvencioniran, tako da ja,
To sem hotel povedati, ja. Da bi torej iz veselja malo verjetno malce potrpežljivosti počakati je treba in potem oddati vlogo. Super. O visokem deležu prezračenih gospodinjstev v Sloveniji sva že govorila, omenili ste takrat tudi Nemčijo. Navezujem se na to namreč, ker ste bili seveda dolgo časa zelo povezani z Nemčijo preko podjetja Lunos. Morda vendarle velja, da nekaj besed nameniva še tej situaciji. Veliko prezračevalnih sistemov ste kot Lunos vgradili, veliko uporabnikov ima te sisteme, gotovo se pojavlja kakšno vprašanje na tem trgu. Lunos je zdaj s podružnico seveda prisoten v Sloveniji, ampak vendarle, kakšna je vaša vloga v teh razmerah Lunos iVent? Ja, hvala za vprašanje. Ja, glejte, mi smo pač Lunos v Sloveniji naredili, ne. Torej, ko smo mi začeli, pač Lunos ni bil nič, po 13 letih je postala beseda Lunos sinonim za prezračevanje, ne. In mi smo delali z nemškim podjetjem Lunos, ki je pravzaprav proizvajalec prezračevalnih sistemov in smo bili generalni zastopnik za Lunos za Slovenijo in Balkan, ne. V času, ko smo razpolagali z Lunosovimi elementi, smo tudi seveda njih prodajali in zastopali in naredili približno 35 tisoč objektov z Lunosovimi sistemi, ki so čisto v redu funkcionirali in so bili zelo kvalitetna rešitev. Res pa je, da čas gre naprej, tehnika gre naprej, naše izkušnje z številnimi objekti in montažami so nas pripeljale do tega, da smo seveda začeli pogrešati boljše rešitve, kot jih lahko Lunos ponudi. Na to smo nemške partnerje opozarjali, pa ne en mesec, ampak eno leto, 2, 3. In ko smo prišli do zaključka, da oni seveda so v razvoju zaspali, da njihovi elementi so 10 let enaki, da niso napredovali, da niso bili pripravljeni razvijati stvari, ki so potrebne za to, da lahko mi kvalitetneje, hitreje in boljše vgradimo in tudi rešimo posamezne probleme, smo pač bili najprej primorani, ampak v bistvu je to bila velika sreča, začeti z lastnim razvojem. In potem smo vključili strokovnjake, ki ne boste verjeli, so v Sloveniji vrhunski, se povezali s fakultetami, tudi z določenimi nemškimi laboratoriji in razvili novo generacijo produktov, ki smo jih imenovali iVent linija. Ko so pač Nemci, ti Lunosovi partnerji videli, da mi nismo, bom rekel, firma, ki bi želela samo biti prodajalec njihovih produktov, ampak smo pač podjetje, ki želi razmišljati, ki se želi razvijati, ki želi tudi razvijati dobre rešitve, ki želi uporabljati možgane, ne, smo pač bili v nekem precepu, kaj narediti, saj v okviru zastopnika za Lunos nismo mogli prodajati iVentove linije. Zato smo odpovedali pogodbo Lunosu, torej prekinili smo pogodbo z nemškim Lunosom in začeli isti ljudje, ista firma, na isti lokaciji, po istem principu, seveda z boljšimi in modernejšimi elementi, smo nadaljevali to delo in to delamo še danes. Hkrati pa smo obdržali v prodajnem asortimanu tudi nek del Lunosovih proizvodov, predvsem zaradi tega, ker je teh 30-35 tisoč objektov, ki imajo Lunos vgrajen, smo mi dolžni in tudi bomo to seveda naredili, servisirati, garantirati, tudi eventualno kaj zamenjati ali pa filtre ponuditi ali pa kaj podobnega. Torej vsi ti ljudje, ki imajo Lunos vgrajen, so popolnoma varni, lahko se obrnejo na podjetje iVent, mi imamo službo za reklamacije, imamo customer support, se pravi podporo kupcem, vedno bomo svetovali, o Lunosu vemo vse in na ta način pač nadaljujemo našo pot, ki nam je pa zdaj odprla trge po celem svetu in nas več noben ne omejuje pri našem razvoju, pri našem razmišljanju in pri tem, da tudi slovensko znanje ponesemo izven naših meja in nam je to izziv, pa hkrati tudi smo si to želeli, ne. Je pa mogoče zanimivo, da so Nemci po enem letu, odkar smo jim pogodbo odpovedali,
zopet prišli na slovenski trg, kjer so pred mesecem dvema ali malo več, ne vem točno, odprli neko žepno podjetje in zdaj pač nekdo tudi še te Lunosove produkte ponuja in jim želim pri tem seveda vso srečo, ampak garancijo in pa vse ostale zadeve, ki se tičejo teh sistemov, zaenkrat imamo še mi, ker smo tudi zakonsko obvezani 2 leti po prodaji to zagotavljati in bomo to tudi naredili, tako da tukaj ni nobenega strahu, da bi stranke, ki imajo vgrajen Lunos prezračevalni sistem, ne mogle pri nas dobiti vsega, karkoli želijo za nadgradnjo, za servisiranje, za nadomestne dele, za filtre ali pa kaj podobnega. Super. In ker drvimo v pametno in povezano prihodnost, me seveda za konec zanima še integracija prezračevalnega sistema iVent s pametnim domom. Nekaj ste omenjali, ravno ta, predvidevam, del vašega lastnega razvoja, te rešitve, ki jih mogoče v nekem konvencionalnem naboru produktov ni bilo, da ste to dodali. Kakšna je torej ta integracija s pametnim domom? Ja, mi smo že od leta 2018 partnerji z slovenskim podjetjem Entia Pametne hiše in imamo razvito in tudi še naprej razvijamo, bom rekel, vse te rešitve za kvalitetnejše prezračevanje, ki je hkrati tudi kompatibilno in povezljivo z različnimi sistemi krmiljenja pametne hiše. To se pravi, naš sistem je zdaj narejen tako, da ni kompatibilen samo z sistemom Entia, ampak je kompatibilen tudi z KNX, z drugimi podobnimi sistemi, ki so na razpolago na tržišču, tako da kdorkoli se loteva pametne hiše in bi v okviru te pametne hiše rad tudi krmilo, poleg ostalega sistem za prezračevanje, lahko mi to torej kompatibilno povežemo in potem seveda so te možnosti za uporabnika takšne, kot jih pač pametna hiša nudi, se pravi od prižiganja luči do reguliranja žaluzij, do uravnavanja prezračevalnega sistema, do, bom rekel, senzorike prisotnosti in vsega ostalega, kar pameten dom nudi, in očitno je tudi pameten dom perspektiva. Zdaj, če mi dovolite, mi smo tudi prvi, ki smo v svetu ponudili novo rešitev, to smo na največjem sejmu v Milanu tudi prvič predstavili, govorimo o pametni kocki, mi pravimo temu iCube, kjer je najbolj pomembna senzorika zraka v prostoru. Ta iCube je seveda vezan lahko na pametno inštalacijo ali pa je samostojna enota, ki jo lahko ravno tako vgradimo v vsak dom, v vsako obstoječi objekt ali pa v novogradnjo. Pomeni pa, da imamo zdaj en koncentriran del vseh podatkov v eni kocki, ki je povezana z zunanjo vremensko postajo, ki je povezana z internetom in preko katere se neprestano preverja kvaliteta zraka, zavod senzorji smrad, potem tudi ppm-i, torej vrednost ogljikovega dioksida napram kisiku, hkrati meri tudi to, kar je bilo tako aktualno pred časom, nevarnost plinskih peči in podobne nevarnosti, in glede na izmerjeno stanje potem regulira delovanje vseh ostalih rekuperatorskih enot in na ta način imamo mi potem popolnoma pametni in samostojni sistem, ker cilj dobrega prezračevanja je to, da ti to sploh ne veš, da imaš. Ti samo veš, da imaš fantastičen zrak v svojem objektu, da dobro spiš, da se dobro počutiš, da te ne boli glava in da imaš zdravo bivalno klimo. Vse ostalo mora napraviti prezračevalni sistem avtomatsko. In mi težimo k temu, da vi ne rabite nič kaj dosti regulirati, da mi to vgradimo, stisnete A, to pomeni avtomatika, in vse teče ko namazano. To je to, v katero smer gremo in smo že zelo daleč in je tudi hkrati, bom rekel, doprinos k končnemu cilju, torej pametni hiši, ki pa mora biti res pametna, ne v laboratoriju, ampak v življenju kot hiša, kot dom, kjer se dobro počutiš in varnega, zdravega in prijetno počutiš.
Če smo čisto za konec, še malo vizionarska, kaj bo naslednja velika stvar v prezračevanju, kaj je boljše od čistega zraka? Ja, glejte, zdaj zrak, voda, ne, svoboda, sonce, ne, mislim, zdaj kaj je boljše? Mislim, probajte biti brez zraka 2 minuti, ne, pa boste mi pol povedali, kaj je pomembno v življenju, ne. Namreč zrak je nekaj, kar je pač nas obkroža, kar je potrebno za naše življenje, ne, torej dihanje človeka, ne, in objekt je treba ravno tako gledati kot človeka, ne, torej mora dihati, mora se zrak izmenjavati in to področje bo vedno aktualno, ne. Zdaj, kaj vidim v perspektivi? V perspektivi vidim predvsem to, da bo ta ozaveščenost ljudi, ki je že zelo, zelo dobra v Sloveniji, takšna, da bo prezračevalni sistem postal nekaj podobnega, kot je danes klima v avtomobilu. Da ko bo nekdo čez 5 let rekel, prodam stanovanje, pa bo prišel kupec, pa bo rekel, kje pa je prezračevalni sistem, saj ne bom kupil stanovanja takšnega invalidnega, ne. Se pravi, prezračevalni sistem mislim, da bo slej ko prej postal nekaj, kar bo must be v nekem bivalnem okolju, pa ne zaradi mene ali pa zaradi moje firme ali pa zaradi ne vem koga tretjega, ampak zaradi tega, ker je pomembno, da človek vsaj v svojem domu diha kvaliteten zrak, da se dobro naspi, da niso presežene te vrednosti ogljikovega dioksida proti kisiku, kar je še posebej pomembno v spalnih prostorih, kjer ne preživimo tako malo časa, namreč spanje je skoraj tretjina življenja, ne, pri nekaterih še več, ne. Definitivno pa bo to vedno pomembna tematika, ker je pač življenjsko pomembno. Super, zaključimo s to mislijo. Gospod Kuster, najlepša hvala za ta pogovor, za vse informacije, zanimive odgovore, za vaš čas. Hvala seveda tudi vam, dragi gledalke in gledalci. Do naslednjič, želimo vam lep večer še naprej. Lep večer tudi z moje strani in hvala, ste me povabili v oddajo. Srečno. Hvala lepa, srečno.